Hvaležno pozdravljeni, danes bomo govorili o astrologiji, ampak na zelo znanstven način. V naši družbi je ena izmed tistih astrologinj, ki je v Sloveniji ne samo znana in poznana po svojem delu, predvsem si je pridobila ugled te profesionalnosti, tega res znanstvenega načina, ker mnogo astrologov je takšnih, ki nekaj preberejo, mogoče kakšno knjigo, grejo na nek tečaj in postanejo kar astrologi. Jasmina Krt, ki jo mnogi že poznate, saj z njo pravzaprav sodelujemo že od prve sezone oddaje Klepet ob kavi, pa je tista, ki ima izjemno široko znanje astrologije in zna povezovati stvari, ki so povsem praktične v našem življenju. No, danes pa nam bo takole znanstveno pokazala tudi določene stvari, nam zaupala, pogledali si bomo tudi celico in res me zanima, kako in na kakšen način je pravzaprav celica, o kateri bo danes govorila, povezano z astrologijo in z vsemi temi stvarmi, ki jih tudi sama uči, se pravi, ne samo, da ljudje k njej hodijo na svetovanja, tudi uči astrologijo in pripravlja mnoga ostala predavanja. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo, živjo, hvala. Jaz vem, da se ti pravzaprav pred vsakim najnim klepetom posvetuješ oziroma preveriš tudi malce datume, lege in vse ostalo, verjamem, da tudi pred današnjim klepetom. Ja, zdaj bom nekaj tako, če neko stvar uporabljamo, pomagamo z njo drugim, definitivno najprej pomagamo sebi. To je itak vedno tako, ko recimo prideš sam do nekih ugotovitev v življenju, z nečim si lahko začneš pomagati, potem je v bistvu zelo super, da prebudiš tega zdravitelja, rečem jaz, v sebi in pomagaš drugim. Ampak tisto, kar učimo, tisto je prav, da tudi živimo. Tako da jaz definitivno bom rekla, da sicer prihajam zelo na začetku zelo iz materialnega, znanstvenega sveta na nek način, ampak nekje v polovici, bom rekla, moje kariere sem naredila en prelom. Na zunaj je pač to tako izgledalo, da je prelom, v bistvu pa ni prelom, v bistvu je pa to, ko greš, bom rekla, naprej. Ko začneš ugotavljati, da nekako znanost, materialnost ti da določene dokaze, zadovolji tvoj logični ampak da na koncu koncev je še vedno v vsaki stvari nekaj več. In seveda zadnje čase, ko sem vedno bližje tej duhovnosti, bom rekla tisti znanstveni duhovnosti, tudi razumem, kako funkcionira univerzum, bom rekla tako z logičnim umom kot z vedenjem, z intuicijo. In me sicer vsakič sproti preseneti, ampak istočasno razveseli, ko recimo postavim eno vprašanje univerzumu, in dobim odgovor. To pomeni, da vibrira vse in da praktično mi dobimo odgovor, ki je že v nas samih. In zagotovo sem tudi pogledala, kako se bova danes imele na tem najnem pogovoru. In ko sem odprla to knjižico, ki jo imam, v bistvu je bilo napisano, sicer v angleščini, ampak zdaj bom nekako prevedla, da kar mislimo, da je resnica, ni vedno logično. In ker mislimo, da kar je logično, kar se nam zdi logično, ni vedno resnica. In da tisto pravo vedenje prihaja iz tega, ko povežemo logični in intuicijo. In v bistvu, ko sem to prebrala, sem rekla, ma ne, res, točno to, o čemer bova midve danes govorile. Zdaj škoda, ker tega trenutka nisva posnele, da bi v bistvu s tistim zdravim skeptikom, bom rekla, to pokazala jaz, ampak dejansko to tako je. In jaz cel čas, ko se mi je zgodil na nek način preklop, da sem iz financ, iz biznisa, iz ekonomije, šla v astrologijo, ugotovila, da je v bistvu astrologija res največji jezik univerzuma, da praktično z njo prevajamo to, kar nam univerzum razlaga, v bistvu sem nekako začela v življenju dobivati odgovore na vsa tista vprašanja, ki jih prej nisem mogla najti v znanosti na nek način. Ampak v vsem tem času, ko jaz te stvari počnem, je tudi znanost prišla že zelo, zelo, zelo daleč in je ugotovila, bom rekla, na svoj znanstven, dokazljiv način, ogromno stvari, ki jih najdemo v duhovnosti oziroma v, bom rekla, v starodavnih modrostih
civilizacij že tisočletja nazaj. In to je res, jaz tudi to opažam. In neka prerokba je celo bila, da je zdaj čas, kjer se združi drevo vedenja, starih modrosti in drevo sodobnosti, v tem smislu nove tehnologije in tako naprej. In ravno zdaj smo tukaj, ker se staro modro združuje oziroma se povezuje. Ne? In danes so nekateri modrici, ki so govorili resnico z velikim R, danes so mogoče tako malo čudni, pa jih še vseeno sodobna znanost ugotavlja, da so imeli prav. Kaj je šele bilo v njihovem času? To je stotine let nazaj, pa tisoče let nazaj. Ja. Takrat so bili pa res čudaki. Ja, v bistvu, ampak točno tako, kot si rekla, danes nekako sinhrono po celem svetu prihaja ta čas, da se znanost in duhovnost povezujeta. Da dejansko res ugotavljamo, da ko povežemo jaz vedno rečem temu 5. in 6. čakro, ne, da ko te dve stvari povežemo, da dejansko pridemo do tega, enostavno rečeno, momenta aha. Ne? Ko ni nekaj, da si se ti naučil samo z umom, ampak ko začutiš dejansko v sebi z intuicijo, ja, to je pa resnično to. In ko pridemo do tega, kar je že Einstein rekel, da človek, ki dovolj dolgo raziskuje, ki dovolj dolgo je v znanosti, ugotovi, da je nekaj več tukaj. Da je v bistvu, bom rekla, spirit, duh, da je vsemu skupaj. Jaz bom rekla temu, da gre za neko višjo inteligenco. In da praktično vse teče po enem krasnem redu. In ko začnemo znanost in duhovnost povezovati, jaz mislim, da končno začnemo spoštovati te naravne zakonitosti. In pravzaprav, če pogledamo, vsa velika odkritja tega sveta niso prišla na podlagi obremenjevanja uma, ampak so prišla takrat, ko so znanstveniki to spustili. Marija Curie recimo v sanjah, pa ne vem, Einstein je imel tisto, da je gledal v oblake, pa se mu je porodila ideja. Se pravi, takrat, ko se sploh niso ukvarjali s tem, je prišlo do velikih odkritij. Se pravi, intuicija je tista, ki je poskrbela za največje odkritje tega sveta. In ne naš logični ki deluje kot stroj. Tako. Ampak dejansko si imela Einsteina, Marija Curie. Rudolf Steiner je dejansko rekel, da duhovnost, tista prava duhovnost, je dosegljiva šele visoko razvitemu umu. Moramo kljub vsemu vedeti, da stvari grejo z roko v roki. Se pravi, če ti samo veruješ v nekaj, pa nisi kot celota v tem noter, da je to res tako, potem dejansko se lahko zgodi, da danes verujem v nekaj, jutri pa v nekaj drugega. Medtem, če si pa resnično greš s svojim umom naprej... Pa v nič ne veruješ, ampak veš. Tako, točno to. Gre se za to, da na koncu priješ do tega momenta, aha, da rečeš, vem. Yes, to tako je. Danes bomo govorili tudi o makro- in mikrokozmosu, imamo pa tudi tukaj celico. Tole celico sem jaz naslikala tako v ne vem koliko tisočkrat večji obliki. Super. Ja, zdaj, zakaj imamo danes tukaj celico? Zakaj smo imeli mikrokozmos, makrokozmos? Ravno ta povezava, bom rekla, spet znanosti in duhovnosti. Ravno odkritja znanosti, recimo celični biologi, kvantna fizika, epigenetika. Vsa odkritja na teh področjih so pripeljala do tega, da v bistvu že znanost govori, da je atom, ki je najmanjši delček, vrteča se energija. Da so praktično, bom rekla, naši energijski centri, spet energijska kolesa, da imamo, znanost je priznala meridijane. Skratka, začenjamo razumevati, da je vse energija. Univerzum je energija, da je materija praktično zgoščena energija. In da ko se vračamo iz makrokozmosa proti mikrokozmosu in pridemo do, bomo rekli, najmanjšega delčka, do celice, in ko ugotovimo, kako celica funkcionira, bom rekla, kje je njena inteligenca, takrat si s pomočjo znanstvenih dokazov lahko razložimo, kako funkcionira človek, kako funkcionira celoten univerzum, kako deluje sinhroniciteta, kakšne povezave so tukaj
Konec koncev znanost je potrdila, da je naša Zemlja živ organizem, da diha. Vemo, da je Zemlja sestavljena iz, bom rekla, da v Zemlji živi ogromno organizmov in istočasno vemo, da vsak izmed nas, bom rekla jaz, koliko misliš celic, da imamo? Vem, da imamo več bakterij v črevesju, kot celic, ampak ne vem pa, koliko imamo celic. Vem pa, da je neverjetno število, koliko celica vsako minuto obnavlja. Tako. No, recva, znanstveniki pravijo, da imamo 50 milijonov celic. Se pravi, predstavljamo si, da vsaka celica v našem organizmu ima točno določeno nalogo in da sestavlja nas kot celoto, da definitivno te celice, vidimo na sliki, med sabo sodelujejo. Če sodelujejo, pomeni, da tudi mi dobro funkcioniramo. Tukaj bi se imela eno stvar, ne velja Darwinova teorija evolucije, da je to boj za preživetje. To pa že vemo, ja. Ja, dejstvo je, da predtem je bil Lamarck, ki je povedal, da evolucija je sodelovanje in sodelovanje lahko na najlepši način pokažemo spet s pomočjo celic. Tako da definitivno se vračamo nazaj in ugotovimo, da v vsakem najmanjšem delčku je vsebovano vse in v makrokozmos je praktično zrcalo vseh teh malih delčkov. In ko ugotovimo, kako celica deluje in ko so se celični biologi začeli s tem ukvarjati, so ugotovili, kje je inteligenca. In ko sem jaz raziskovala te stvari naprej, ker pač sem človek, ki sem dosti sama, uživam v raziskovanju, in ko sem raziskovala te stvari, sem povlekla analogijo z astrologijo. Poimenovala sem jo tudi duhovna znanost, astrologija, ker namreč astrologija je res največji informacijski sistem po eni strani, ampak po drugi strani se astrologija od samih svojih začetkov dotika te duhovnosti. Te višje inteligence, povezave z nečem več. Vedno smo tam nekje, rečemo, ok, kaj je tukaj? Ok, vsaka celica je povezana z višjo inteligenco. In ko štartaš s celico, potem lahko tudi tisti zdravi skeptiki, bom rekla, ko vse te povezave preberajo, lahko zdravijo ta svoj in začenjajo dobivati ta, kaj smo rekli, moment aha. Moment aha. Da rečejo, lahko se odpremo spoštovanju naravnih zakonitosti. Ampak to je v osnovi hermetični zakon. Kakor zgoraj, tako spodaj, kakor zunaj, tako znotraj. Tako. To je v bistvu osnovni hermetični zakon tudi astrologije. In ko ga enkrat razumeš, bom rekla, ne samo z logičnim umom, avtomatsko, ampak ko ga dojameš, ko ga s notranjim vedenjem, ko ga ponotranjiš, ko ti postane tukaj jasno, dejansko začneš razumevati vso to sinhronost, vso to povezanost in potem spet pridemo kam? Nazaj. Vedno nazaj k sebi, vedno nazaj do sebe in vedno ugotavljamo znova in znova, da če sem danes imela slab dan, pa so bili vsi okrog mene naravnost grozni, da je čist fajn, da pogledam v sebe, kaj je s to mojo vibracijo bilo danes, oziroma s tem mojim energijskim zapisom, tako kot mu jaz rečem. In če si astrolog in da recimo si res tisti pravi astrolog, da znaš pogledati se te stvari, jaz enostavno grem pogledati v svojo astrološko karto in razumem, zakaj mogoče današnji dan za naju dve super, zakaj imava ta pogovor, zakaj mogoče kakšen dan ni okej. Že kar nekaj let klepetava v Klepetu ob kavi in vem, da je bilo nešteto priložnosti, ko si rekla, ja, veš, zdajle pa tale mesec, zelo so na udaru, kakšne nesreče, ne vem, prav za neko letalsko nesrečo takrat, ko se je zgodila, vem, da si že prej rekla, ja, glih tako padajo neke tirnice in tako naprej, da se to lahko zgodi in se je res zgodilo. Tako da mi je všeč, da se to uporabi v prakso in da bi le več ljudi prisluhnilo k tem. Ljudje k tebi prihajajo po različne nasvete, po natalno karto, v pogled, kaj se jim dogaja, kako, zakaj, na kakšen način, kje imajo speče potencijale in vse ostalo. Ampak v jeseni oziroma z mesecem oktobrom pa prirejaš tudi predavanja. Na kaj se navezujejo ta predavanja? Kaj ljudje v bistvu pridobijo na teh predavanjih? Kaj pridobijo na predavanjih? Jaz od vsakega, ki pride k meni na svetovanje, oziroma od vsakega, ki pride k meni na daljši program, ker imam namreč program, ki traja celo leto,
pričakujem oziroma želim, da pridejo ljudje, ki vedo, po kaj pridejo. Se pravi, da ne jemljajo astrologije, zdaj grem pa pogledat, kdaj pride tisti moj princ na belem konju, ampak da začenjajo razumevati, da štartamo iz sebe, da smo mi tisti kreatorji svojega življenja, da praktično obstaja naš genetski načrt, definitivno, obstaja naš energijski zapis. Se pravi, da se začnejo ukvarjati s sabo, ne pa s lastnimi koristi, kdaj bo ali denar ali nekaj, kar pač prihaja od zunaj. Vse to bo, ko bodo oni svojo vibracijo, bom rekla, uskladili s tistim, kar nekako... Se pravi, ti ljudem pomagaš usklajevati njihovo lastno vibracijo. Tako, vse to je to, ne? In temu so namenjena predavanja? Predavanja so namenjena prvič, da razumemo na znanstven način, kaj bomo delali, da začenjamo razumevati, kaj v bistvu lahko sami sabo naredimo. Da začenjamo razumevati, da je najbolj pomembno, da prepoznamo sebe v celoti, da prepoznamo vsako svojo celico, da vidimo, kako skupine celic v bistvu delajo, da razumemo, da se to vidi s pomočjo jezika univerzuma, se pravi makrokozmosa, in da na koncu koncev vidimo, da so v nas razne karmične zanke, da so v nas ogromni potenciali in da lahko vse to zaktiviramo takrat, ko prvič poznamo, drugič, ko sprejmemo odgovornost in tretjič, ko začnemo delati. Zato želim povedati in zato želim štartati vedno od celice, da ljudje razumejo, lahko pokažem malo bolj, da ljudje razumejo, da vsaka njihova celica je sestavljena iz celičnega jedra. Jedro je v bistvu naša genetika. Jedro je tisto, kar smo na nek način si pridelali sami, oziroma kar smo pridobili po naših starših. In jedro je, jaz bi temu rekla, lahko naš zapor, lahko pa naš hotel. Jaz sem dala ga v zlato barvo, tako da... Super, naj bo to najlepši hotel. Se pravi, jedro so naši speči potenciali, jedro so naše karmične zanke, jedro je vse, kar smo si pridelali za to življenje. Celične biologe je zanimalo, kje je inteligenca celice. Se pravi, ali je res genetika tista, na katero se tako radi sklicujemo, kadar nam ne gre dobro, ali je res genetika tista, ki kontrolira naše življenje? In ni res. V bistvu, tako bom povedala, vse je med sabo povezano. Tudi celica ne more funkcionirati, če nima jedra, če nima celične membrane in če nima, temu bom rekla, notri mehko dinamično tkivo. Rabi vse tri dele, da funkcionira. Čeprav znanstveniki so celo ugotovili, da če vzameš jedro stran, to genetiko, na katero se tako radi izgovarjamo, kadar nam ne gre, da celica še vedno živi. Se znajde. Samo kaj, ne more se deliti. Če pa vzamejo celično membrano stran, pa v bistvu propade. Hočem povedati to, da vsi mi in vsaka celica ima v sebi genetiko. Genetika dela samo pod pogojem, če jo nekdo zaktivira. Se pravi, nekdo jo mora zaktivirati. Vsaka celica ima mehko dinamično tkivo znotraj in celično membrano od zunaj. Celična membrana sprejema informacije. Je tako? Se pravi, dobi hrano, dobi določene informacije, nas je strah ali kakorkoli. In skladno s informacijami, ki jih pridobiva iz okolja, odreagira notranji del celice, mehko dinamično tkivo. Temu, če si predstavljamo, da imamo tri spremenljivke, se pravi delovanje med odzivom našim in med tistim, kar dobimo iz okolja, poriva celico naprej. Se pravi, šele ko one dva delujeta, začne delovati, se vklopi genetika. In to je pomembno, da mi se zavedamo ene stvari, da genetika nas določa. Genetika je kot ena posoda, mi smo pa tisti, se pravi s celično membrano, celična membrana je celoten živčni sistem in s tem notranjim mehkim dinamičnim tkivom, da se lahko odločamo. In to je tisto, s čimer bomo tudi zaključili tale pogovor. Odločitev in vprašajte se, katere so tiste odločitve, ki jih sprejmete v vašem življenju. Sicer pa pejte oktobra na kakšno predavanje, pa boste izvedeli še kaj več.